Dobrodošli. Jaz sem danes posebno vesela, da pozdravljam tukaj nekoga, ki ni samo iz mojega inštituta, ampak je pač iz hiše, ker kot veste, se to ne zgodi tako zelo pogosto. Ker vsi smo tako zelo vpeti v to, kar delamo, pa v projektna dela, pa pač v kupico stvari, s katerimi se soočamo. Da včasih za kolege niti prav dobro ne vemo, s čem se ukvarjajo, vsaj ne na nek poglobljen način, ki bi segal onkraj naslova članka, imena projekta in tako naprej. In danes je z nami predstojnica Inštituta za slovensko narodopisje, dr. Saša Babič, ki se, kot boste videli, posveča oziroma deluje na področju tako folkloristike, paremiologije, tudi lingvistične antropologije oziroma na presečišču vseh teh disciplin ali pa podpodročij. Danes bo sama povedala, kaj bo predstavila, ampak nudila nam bo en vid v to, s čemer se sooča v zadnjem letu, dveh. Naj omenim, da ko sem prečesala njen življenjepis, sem opazila, da je Saša ena izmed tistih raziskovalk, ki je v bistvu uspela zelo uspešno vkljukati vsa področja, kajti njena kariera je še razmeroma kratka, ima pa niz na desetine izvirnih znanstvenih člankov, objave knjige, vpetost v mednarodna okolja, mentorstva, je docentka tako na podiplomski šoli ZRC SAZU kot na filozofski fakulteti. Skratka, en tak zelo poln profil in nenazadnje tudi, kar nekateri izmed vas že veste, je izvrstna predavateljica, dober dan, in se zelo veselim današnjega predavanja. Kot ponavadi sledijo pripombe, vprašanja po koncu njenega predavanja. In ti predajam besedo. Najlepša hvala, Daša. Hvala vsem, da ste prišli v tolikšnem številu. Zdaj mogoče moja trema še malo večja, kot je bila prej, ampak res upam, da vam bo zanimivo, kar vam bom predstavila, ker meni je to blazno zanimivo raziskovati in je tako moja raziskovalna strast to. Usedla se bom zaradi prošnje snemalcev, tako da drugače bi hodila gor pa dol, tako bom pa malo bolj primer. Ampak mogoče je tudi čisto praktično, ker imam tukaj plonk listke. Tako da, ja, hvala še enkrat. Danes vam bom v resnici predstavila, kaj smo jaz in moji kolegi, projektni kolegi, naredili predvsem v zadnjih 2 letih, hkrati pa je veliko tega, kar bom povedala, tudi rezultat prejšnjih projektov, pa vendar mislim, da je prav, da omenim svoje kolege, ki sodelujejo zdaj na tem projektu. Pač poleg mene so še Vanja Huzjan, Barbara Ivančič-Kutin, Nataša Jakob, Matej Meterc, Rok Marvič, Saša Poljak-Istenič, Ingrid Slavec-Gradišnik in Katarina Šrimp-Vendramin. Pa vendar v drugih projektih so bili še drugi kolegi, ki so mi pomagali veliko ali pa so celo nekatera od teh spoznanj njihova. Gre pa za to, da v tem projektu Jezik, kulture in vrednote, gospodarska podoba vsakdanjika v slovenskih folklornih obrazcih smo predvsem poskušali združiti folkloristiko, jezikoslovje in etnologijo na zelo konkretni in praktični ravni. Gre v resnici za to, kar, kot boste v recimo temu nekem teoretičnem oziroma orisnem uvodu slišali, nekaj, kar ni tako zelo novo, pa vendar se mi zdi, da je zelo pomembno pri analizi vsake družbe, kulture, kakorkoli pač poimenujemo neko zaokroženo skupino ljudi. V glavnem, ukvarjali se bomo z jezikom. Jezik pač ne le poimenuje, ampak tudi komentira stvarnost, družbene procese in medosebne odnose in tako v bistvu posreduje kulturne posebnosti posamezne skupnosti. In v tem pogledu z mojega vidika so še posebej zgovorne neke stalne besedne zveze. Torej, to so tiste besedne zveze, ki so dane v neke sklope, stalne sklope in jih v našem spominu zelo pogosto uporabljamo kot enote. Torej, gre za
nekaj, kar vzamemo iz spomina, enako kot vzamemo besedo, lahko vzamemo tudi posamezno enoto. Tako kot recimo v mojem mentalnem slovarju stol označuje neko obliko stola oziroma predmet, ki ima določeno funkcijo, podobno lahko iz svojega jezikovnega spomina, če jaz rečem brez muje, boste verjetno večina vas rekli, se še čevelj ne obuje. Tako o teh enotah govorimo. V folkloristiki govorimo o folklornih obrazcih, ko govorimo o stalnih besednih zvezah. O čem govorimo takrat, ko govorimo o folklornih obrazcih? Gre dejansko za krajše ali daljše besedne zveze. Torej, če pogledate samo, kar sem naštela, pozdravi, frazemi, pregovori, kletvice, uganke, zagovori in molitve, vidite že sami, pozdravi so lahko enobesedni, medtem ko zagovarjanje bolezni, torej zdravljenje bolezni z krajšimi besedili, so pa že malce daljši sklopi besedil, pa vendar so še toliko kratki, da se uvrščajo med folklorne obrazce. Zelo veliko teh folklornih obrazcev je v bistvu kot vnaprej pripravljena zveza za rabo, kot nek ready-made. Ready-made use, ki so že v bistvu vnaprej pomensko določene in pogosto metaforične, ne pa seveda vedno. Gre tudi za kratke oblike, ki naj bi se prenašali ali pa ki se prenašajo skozi več generacij oziroma vztrajajo v jeziku dalj časa. Zakaj dalj časa? Nekatere pač te, recimo sploh kakšni frazemi ali pregovori so lahko vseeno, ni nujno, da so šli skozi več generacij, lahko so v bistvu novejšega nastanka ali pa besedne zveze, pa še vedno, ker jih je, temu rečemo, družbena cenzura sprejela, jih še vedno lahko v folkloristiki, konkretno pa tudi v etnolingvistiki obravnavamo kot folklorno gradivo, tudi recimo šale, vici in tako naprej, ker gre za v bistvu splošno družbeno rabo. Načeloma, poudarjam načeloma, ne poznamo avtorja in so razširjeni. Vsekakor so značilnosti jedrnatost, zgoščenost, pogosta metaforičnost in razmeroma stalne oblike, vsebine in tudi funkcije. In ena od specifičnih lastnosti teh folklornih obrazcev, sploh recimo pregovorov, je pa tudi ugank, da temeljijo na izkušnjah, na vtisih, na spoznanjih in na to je pač, kar je za nas pomembno, nekem stereotipiziranem družbenem vidiku. Torej to, kar je družba naredila stereotip v bistvu iz posameznega, recimo temu fenomena v splošnejšem pomenu. Metaforičnost vse navedeno posplošuje na ravni nekih družbenih norm in vrednot, ki so vsakič znova nekako poudarjene v sobesedilnem kontekstu, in to se recimo dogaja tudi v zagovorih, kjer je pač vrednota, se to lahko predvidite, zdravje oziroma dobro počutje. Torej v jeziku, konkretno se danes ukvarjamo s folklornimi obrazci, pač to odseva družbeno razumevanje sveta in družbene koncepte in hkrati v bistvu je jezik nosilec kulturnih vrednot, je način, kako izrazimo misli in vpliva na odziv naše okolice, vendar pa ne moremo reči, da so folklorni obrazci, da ne predstavljajo nekega logičnega filozofskega sistema, ker so vezani na specifične situacije. Torej, kljub temu, da imamo stereotipizirano podobo, kljub temu, da so posplošeni pomeni, so situacije specifične iz vsakdanjega življenja in so uporabljeni pač v bistvu kot neka učinkovito formulaična komunikacija. Če tukaj razširim tudi molitve, recimo komunikacija tako z višjo silo, recimo, če imamo molitev, ali pa pregovor, komunikacija z sogovornikom, ko želimo nekaj povedati na drugačen način. Delujejo pa seveda kot znaki za interpretacijo človekovega ravnanja, nekih družbenih kontekstov. In v tem smislu
gre za ljudsko filozofijo. Torej ne za logično neko strukturo, ampak pač dejansko za neko kot znaki. Zdaj, jezik in kultura in raziskovanje je povezanosti, kot sem že napovedala čisto na začetku, to vsekakor ni nekaj novega. Te raziskave so se pač v evropskem kontekstu za enega večjih začetnikov, seveda omenjamo vedno Wilhelma von Humboldta iz preloma 18. in 19. stoletja, ki je obravnaval svetovni nazor v jeziku in je bil mnenja, da učenje jezika odpira nekako nove horizonte in da vsak jezik vsebuje preplet konceptov, in z učenjem drugih jezikov vstopamo v vedno večji prostor teh konceptov, hkrati pa v ta prostor vstopamo z že ustvarjenimi lastnimi koncepti iz svojega jezika. Sami veste, ko se učite jezik, v bistvu izhajate iz svojega maternega jezika ponavadi. Na njegovih tezah sta med drugim recimo tudi sta se oprla George Lakoff in Mark Johnson, ki sta govorila o konceptualnih metaforah. Namreč mi pogosto govorimo o metaforah in metaforičnem jeziku zgolj kot figurativnem jeziku v nekem pesniškem pomenu, pa vendar je treba vedeti, da se mi na vsakdanji ravni velikokrat izražamo zelo metaforično. Tako imamo recimo teorije so zgradbe, to je konceptualna metafora. Zakaj mi teorije gradimo, teorije rušimo? Ali pa ljubezen je pot, ne? Na svoji ljubezenski poti sta srečala toliko in toliko, ne vem, dogodkov, potovanj, sta prepotovala po sveta in tako naprej. Gre za to, kako v bistvu o tem govorimo. In v Evropi pač je bilo v 19. stoletju, kot verjetno vsi veste, zelo močen preplet nekih teh kulturno-jezikovnih študij in komparativna šola je bila zelo močna, tudi mitološka šola je imela velik pomen, medtem ko v Združenih državah Amerike oziroma v Ameriki pa veljata nekako, so pa razvijali recimo temu lingvistično antropologijo, kjer se vedno omenjata Benjamin Lee Whorf in Edward Sapir, kjer so podobne preplete poudarjali. Boas je trdil, da nihče ne more razumeti druge kulture, ne da bi imel neposreden dostop do njihovega jezika, in da v bistvu vsak jezik po svoje gradi besedišče, ki opisuje svet in ustvarja kategorije izkušenj. Boas je ciljal predvsem na neko kulturno motivacijo za razvoj nekih leksikalnih razlik. To tezo sta Sapir in Whorf modificirala z argumentom, da jezik zakodira določene izkušnje sveta in da raba lahko predispozicionira govorce, da vidijo svet na način, kot je zakodiran v jeziku. Seveda na tem mestu govorimo o tako imenovani Sapir-Whorfovi hipotezi oziroma lingvistični relativnostni hipotezi. Naj poudarim, da Sapir in Whorf nikoli nista nič objavila skupaj. Tako da to, da je Sapir-Whorfova hipoteza, to je naš konstrukt, ki smo združili njune podobne poglede na temo. V glavnem ta lingvistična relativnostna hipoteza se razcepi malce na dvoje, in sicer taka najbolj trda in največkrat citirana trditev je, da jezik določa naše razmišljanje, neka šibkejša različica pa je, da jezik vpliva na naše razmišljanje, in dejansko sta Sapir in Whorf vsak posebej govorila o tem, da vpliva na naše razmišljanje in ne, da določa. Med drugim je recimo Benjamin Lee Whorf poudarjal tudi, da se jeziki ne razlikujejo le po besedišču, temveč tudi po stvareh, ki jih z jezikom lahko ali ne moremo narediti. In ko preberemo to misel, ne moremo mimo Austinovih jezikovnih performativnosti in tega, kaj z jezikom lahko naredimo. Gre za tako imenovane performative. A veste, ko se nekdo poroča, pa reče, vzamem te za moža ali ženo. S tem vzamem te v bistvu z izrekanjem že izvajamo dejanje, ne?
In v povezavi s tem, to je samo moja misel tako vmes, da prekinem, imamo pregovore, jezik kosti nima ali kosti lomi, in tudi jezik hud, strupen je hujši kot meč ognjen, in to se v bistvu dejansko nanaša na to, kaj z jezikom lahko naredimo. In v bistvu vse to, kar se opravičujem, sem zdaj v bistvu povedala, se nekako nanese oziroma nanaša vsakič znova tudi na Bachtinovo izjavo, da imajo besedo družbeno nabita življenja, namreč ne gre za nevtralni medij za komunikacijo, temveč z družbenim prepleteno prakso oziroma dejavnost. To Bachtinovo izjavo pa mi lahko tudi v bistvu obrnemo in smo jo tudi na neki ravni v našem projektu. Družbeni odnosi živijo z jezikom, napolnjeno življenje, in vsaka družbena interakcija poteka skozi jezik, tako ali drugače. Tukaj seveda imamo v mislih tudi znakovni jezik, v smislu gluhonemih, pa tudi znakovni jezik v smislu recimo znakov na cesti. Tako da jezik nekako gre ciklično, vpliva na nas, mi vplivamo na jezik, ker v bistvu moramo vedno upoštevati jezik govorca. Če v tem kodu pride do šuma, če dam lingvistične termine, potem se ne razumemo in nastane težava. V Evropi pa so raziskave jezikov oziroma najbolj približujejo lingvistični antropologiji, kot se je razvijala čez lužo, etnolingvistiko. Zdaj, etnolingvistika kot veda je močneje bila zastopana oziroma se je začelo o njej govoriti kot posamezni veji v 70. letih 20. stoletja. Šele to ne pomeni, da prej ni bilo raziskav. To ni. Bile so raziskave, ampak o etnolingvistiki kot taki se govori šele takrat. Že prej sem povedala v bistvu, sem omenila Humboldta, potem pa je nujno treba seveda omeniti, v srednjeevropskem prostoru so povezave med materialno kulturo in jezikom tematizirali filologi, in med njimi tudi Matija Murko, ki ga seveda poznate v šoli, in revij Wörter und Sachen na začetku 20. stoletja. Bi pa jaz omenila, da konkretno za preplet etnologije in folkloristike je bilo izrednega pomena tudi delo Monike Kropej, Pravljica in stvarnost, to je bil njen doktorat. Takrat je bila Monika Kropej, zdaj Monika Kropej-Telban, njen doktorat, in je izdala v knjižni obliki 1995, kjer je kazala, kako v bistvu te vsakdanji predmeti, neka predmetnost življenja se odslika v pravljicah. Kako lahko v bistvu iz pravljic vidimo neko sliko iz našega prostora. Torej, evropska etnolingvistika v splošnem je manj usmerjena v vprašanje zaznave in bolj so se usmerjali v nek pomen, simboliko, kulturne predstave, ki so zapisane v jeziku in ima korenine predvsem v zgodovinski filologiji, komparativni lingvistiki in komparativni mitologiji in pa v folkloristiki in etnologiji. Zelo sta vplivala strukturalizem in razvoj leksikalne semantike. Pozornost pa se predvsem pomakne na pomen besed in pojmov, kako so ti pojmi organizirani v sistemu in kako odražajo kulturne kategorije. Zdaj samo omenim naj dve veji sta. Ena je moskovska etnolingvistika, ki se obrača na jezik kot sredstvo za rekonstrukcijo arhaičnih kulturnih in mitoloških predstav. Osnovna ideja moskovske etnolingvistike je, da jezik razume kot nek ključ do rekonstrukcije stare slovanske in pač tudi širše indoevropske kulture in mitologije. Njihov najpomembnejši koncept je kulturni kod. Kulturni kod naj bi strukturiral, kako kultura razume svet in kako se ta odraža v jeziku. Zdaj, to, kar je nam bližje oziroma naši raziskavi, temu projektu, pa je poljska etnolingvistika, ki se bolj osredinja na sodobne analize, upoštevajoč tudi
zgodovinsko gradivo, pa vendar oni razumejo jezik kot nosilec kulturnega znanja in uvajajo koncept jezikovne slike sveta. Tukaj se v angleščini pogosto govori o zemljevidu oziroma map, kjer bi poudarila, da ne gre za zemljevid, tako kot pač poznamo zemljevide iz geografije, ampak gre za, kako naj rečem, nek orientir. Boste potem videli, bom pokazala ta zemljevid kot neke smerokaze, kako koncepti se prepletajo. V glavnem, poljska etnolingvistika poudarja, da jezik ne poimenuje stvari, ne le poimenuje stvari, ampak izraža, kako skupnost razume svet. Njihove ključne metode so analiza slovarjev in frazeologije, analiza folklornega gradiva, pregovorov, mitov, pesemskega gradiva, in s pomočjo tega pač želimo rekonstruirati neke kulturne koncepte, kot naprimer, ne vem, če imamo kruh ali pa mati ali pa dom. Pri tem je zelo pomemben tripartitni model, sistem, norma, raba, za ne zelo trdo, pa ni tako zelo, v bistvu gre zelo za konkretne stvari. Sistem je pač abstraktna struktura jezika, torej, če poenostavim, kako je dom opisan v slovarju, pač osnovni slovarski pomen. Norma je družbeno sprejet način jezika, torej gre za to, ne vem, da dom ni le stavba, ampak se normativno povezuje z družino, toplino, varnostjo. Potem imamo pa še rabo, kjer se pa upošteva ta diskurs in govor, kako ljudje dejansko govorijo, kjer pa naprimer besedo dom dejansko uporabimo v kontekstu, kontekstualna raba, kjer pa lahko recimo tudi ironično ali cinično govorimo o domu, a ne? Torej vse te konotacije, ki so priklopljene na samo besedo. In s tem v bistvu Bartminski poudarja, da jezik ni fiksiran, ampak v bistvu nastaja nekako na presečišču sistemskih možnosti, družbenih norm in konkretne rabe, in to se pretaka in prepleta. Ne moremo govoriti, kaj najprej in kaj potem, ampak gre v medsebojnem prepletu. To je pomembno predvsem zato, ker omogoča analizo jezikovne slike sveta, kulturnih vrednot in stereotipov in kulturnih predstav, in tudi pokaže v bistvu, da je ta tripartitni sistem, da je jezik dinamičen pojav. Torej, če malce povzamem, kar sem zdaj povedala in bo podlaga za naprej, jezik in kultura sta najtesneje povezana in prepletena, in jezik ne opravlja bistvene vloge le v nekem socializacijskem procesu, temveč skozi celotno življenje posameznika in različnih družbenih skupin, poimenuje in komentira svet, procese v njem, medčloveška razmerja. Prenaša se z učenjem, ki je hkrati tudi na nek način učenje kulture. Čeprav jezik poimenuje svet in vsakokratne vsakdanjost, hkrati postavlja tudi te elemente v določena razmerja. In na podlagi tega smo v bistvu mi se odločili, da bomo poskušali skozi gradivo, in to je tudi, da rečem, leitmotiv, pogledati, kaj folklorni obrazci govorijo, če povem po domače, o družinski ekonomiji. Družinska ekonomija, to je tako, to definitivno obsega vsakdanjik, ampak tukaj gre za vsakdanjik, po eni strani za Bausingerjevo opredelitev kot kulturo mnogih, tisto banalno razširjene fenomene kulture, in hkrati od Lefevra tisto, kar je najuniverzalnejše in najbolj enkratno, najbolj socialno in individualno prizorišče življenja. Je pa tudi res, da v bistvu ne glede na to, da je to vse vsakdanjik, je to vse prepleteno z nekim gospodarstvom, z delom, z gospodarsko dejavnostjo. Zdaj, zakaj?
že izhodišče, izvor besede ekonomija gre v grško kot vladanje hiši oziroma gospodarstvo. Torej, kako bomo mi vodili neko gospodinjsko gospodarstvo kot celoto in pač seveda preživetje je bilo vezano tudi na to, ne samo na zrak, zatočišče recimo, ampak tudi na to, da smo mi lahko preživeli in hrano in gmotno, no. In to je bilo povezano na delo. Če pa pogledate v bistvu izvor besede delo iz indoevropskega korena, se mi pa zdi zanimivo, pa hkrati je pričakovano, niti ni tako presenetljivo, da je vezano na pomene, da nekaj položimo. Torej, nek proces, ki nam omogoča, da potem nekaj položimo. Nekaj konkretnega, nekaj, kar imamo v roki, kar imamo za pokazati. A veste, ko včasih doma pospravljamo, pa rečemo, cel dan sem delal, pa nič ni za pokazati, ne? Recimo, če dokumente urejamo, a ne. Tako da se malo pohecam. V glavnem gre za preplet vsega tega. Te dejavnosti in elemente vsakdanjika smo pregledovali v gradivu. Največ analize je bilo narejeno na podlagi slovenskih pregovorov. In sicer en del oziroma največji del, tudi tisto, kar smo imeli v fokusu, ko smo prijavljali projekt, je inštitutska zbirka, ki je digitalizirana na repozitoriju clarin.si, slovenski pregovori, kjer imamo dobrih 37,000 enot. Torej, tukaj not so tudi variante, ni 37,000 različnih pregovorov, ampak imamo tudi variantne oblike. Druga digitalizirana zbirka so uganke, imamo 2790 enot, potem imamo knjižne zbirke folklornih obrazcev, predvsem gre tukaj za zagovore in molitve, in pa slovar slovenskega knjižnega jezika na fran.si, pa tudi slovar paremioloških izrazov, ki ga tukaj nisem napisala, oprosti Matej, ki ga ustvarja doktor Matej Meterc, pa je tudi pomemben vir, predvsem za preverjanje, poznavanje pregovorov dan danes. Namreč zbirka Slovenski pregovori 1.1 je nastajala bolj ali manj v 19. stoletju, oziroma pregovori so iz časa 19. stoletja in recimo prvih 2/3 20. stoletja. Ogromno pregovorov je izpisanih iz zbirk, starejših časopisov, in dan danes se ne uporabljajo v aktivni rabi več. Zdaj, preverjati, ali so se sploh kdaj zares uporabljali v aktivni rabi, ali pa je bil to recimo temu nek koledarski pregovor, če tako zelo poenostavim, je tako rekoč nemogoče dan danes. Razen tega, da je recimo v zbirki samo enkrat omenjen, pa je že to malce sumljivo, ne. Hkrati, v bistvu, če ni izpričane rabe kje drugje, težko rečemo, da je bilo to. Po drugi strani pa je problem te zbirke tudi to, da če mi ne poznamo iz kontekstualne rabe, zelo težko v bistvu predvidevamo z gotovostjo ta pregovor. Lahko predvidevamo, zaradi tega, ker imamo neko kulturno, družbeno, jezikovno kompetenco, ne moremo pa z gotovostjo vedno trditi, da je bil to tisti pomen ali tisti eni pomen, da se ni v drugih kontekstih uporabljalo, razen seveda, če najdemo v starejših časopisih v določenih kontekstih, kjer je to uporabljen. Manjka tudi seveda datacija nastanka pregovora, ali pa pogosto manjkajo datacije zapisov pregovora, tudi kraj pregovora pogosto ni znan, tako da v bistvu z tega vidika je gradivo malce manj zanesljivo, z nekih čist meta podatkov, pa vendar, če to nekako približamo etnološkemu gradivu tudi in spoznanjem, se da nekatere zadeve tudi z gotovostjo trditi, ne samo analizirati, ampak trditi. Zdaj, izbrana gesla, ki jih bom jaz danes na hitro predstavila,
so seveda, kot sem rekla, delo, brezdelje, lenoba. Delo je nekako v teh temah, ki smo jih mi obravnavali, je vse prežemajoč pojem. To delo, vse gre na delo nekako. Potem imamo seveda človek, kjer smo imeli posebej otroka, ženska, moški, potem starostnik in pa gospodar. Ta gospodar se veže predvsem na moškega. Smeti so še iz enega od prejšnjih projektov, in sicer Nevidno življenje odpadkov, pa vendar se dobro vklopi v to temo. Kulinariko, jedi in pijače pač posebej, tekstil, tako surovine kot oblačila, živali, ki so iz projekta Misliti živali, transformativni vidiki raziskav živali v folklori, literaturi in kulturi. Pa vendar en del teh, predvsem divje živali, smo v tistem projektu raziskovali, zdaj pa bolj domače živali. In pa čas in prostor, ki pa, kot boste videli, tam niso tako zelo, nisem jih vključila, ampak lahko pa povem kaj več, če bomo imeli čas. In zdaj vas pa čaka tole. In to ni samo to, jaz sem dejansko kot osnovnošolka pripravila plakat in tukaj govorim o recimo temu zemljevidu, konceptualnem zemljevidu oziroma smerokazu, ki smo ga na podlagi naših člankov, zdaj jaz bom prebrala vam vse, tako da se ni treba matrati, ker tole se res bolj slabo vidi, mogoče tam se malo bolje, ampak vseeno, no. Torej, mi smo vzeli vsakdanjik in na ta vsakdanjik smo raziskovalci projekta prilepili različne besede, ki jih bomo iskali, ali pa koncepte v njih, ki izražajo neko gospodarsko dejavnost. Seveda imamo najprej delo in potem kot nasprotje brezdelje. Zdaj, delo v teh pregovorih, predvsem pregovorih, deloma tudi v ugankah, krepi. Delo krepi človeka. Poznamo tudi antipregovor delo krepa človeka, tega jaz večkrat izrečem, pa vendar je etični zgled, delo rodi sadove in pač je to vsekakor nekaj, kar moramo biti zgled drugim. Omogoča preživetje, omogoča hrano, domačijo in družino. Za hrano, kjer je delo, tam je jelo. Za domačijo, kjer je zemlja, je tudi delo. In potem omogoča preživetje družine. Pri dobri gospodinji se vsako delo o pravem času začne in o pravem času konča, naprimer. Imamo seveda korist družbi, biti priden, tisti, ki dela, je priden. Zdaj, sama etimologija besede priden pa je pridodati družbi. Torej mi, ko smo pridni, delamo za družbo. In seveda je delo vir zaslužka, po delu plačilo. Je konkretno paremiološka enota. Na delo se seveda veže brezdelje. Zdaj, brezdelje je dvojno. Eno je seveda lenoba in lenoba je eden od 7 grehov in imamo ogromno variant lenoba, grdoba, lenoba, gnusoba. A po drugi strani imamo stanje brez dela, ki je v bistvu počitek, ki je lahko zapovedan počitek, in sicer po delu sladek počitek, ali pa Bog je ustvaril dan za delo, noč za počitek. To je recimo eno takih pregovorov, ki dan danes ne velja več sploh. Z delom seveda je povezan človek. Človek je tisti v večini, ki dela ali pa vsaj dirigira delo, da tako rečem, ko pridemo v domačih živalih, kjer vol dela, ampak ja. Pri človeku smo analizirali, otroka je Vanja Huzjan, ženska, moški in starostnik v dialogu z mladostjo, z mladostnikom sem jaz malo pregledala. V glavnem, kar se je pokazalo, je zelo neromantična slika iz teh pregovorov. Kaj je otrok? Otrok po eni strani je nekoristen, kdor steleti orje in z otroki dela, ga rada boli glava, a po drugi strani je delovna sila. Vsak otrok prinese s seboj roko za delo in žlico za jelo. Vsekakor je otrok naložba v prihodnost staršev, in sicer otroci staršem ne dajo, ampak vračajo, pri čemer se grehi staršev tudi prenašajo na otroke.
kar en od pregovorov govori, pa vendar otroci niso vedno obvezani odplačevati grehe in tudi ta pregovor imamo v bazi. Potem imamo seveda par moški in ženska, kjer je ženska vezana na gospodinjstvo in prostorsko na hišo, kjer bi jaz poudarila, da hiša pomeni skrbstveno nego, žena skrbi za 3 vogale, mož za enega, tukaj gre za skrbstveno nego, gospodinjstvo in skrb za dom v vseh drugih pomenih, medtem ko moški je pa gospodar. Ne? Ker tam, kjer ženska gospodari, volk mesari, ali pa tam, kjer ženska nosi hlače, moški kruha prosi, so zelo pogosti pregovori v gradivu. Zdaj, da bi to kaj veljalo, ta ženska in moška, je morala biti poroka in s poroko dota, čeprav dota je zmota, kar pomeni, da dota se hitro zmuzne iz prstov in sledi lahko revščina. Zdaj poroka pa imamo, ni potoka brez vode, ni poroke brez žene, kar pomeni, da v bistvu šele poroka je bila tista, ki je dala legitimnost za to, da je moški postal gospodar. Ne? Več pregovorov je. Tukaj je en od primerov, no? Tukaj, ker če bi jaz vam nizala vse te pregovore, bi samo zato bili tukaj več ur. Potem seveda človek ostari in imamo starostnika. Ne? Zdaj, starost je žalost, to je zelo pogosto. Starostnik, to je zelo slabo obdobje. Zakaj? Zato, ker pride pešanje in pride sivina. Sivina, v bistvu srebrn las je starosti, kras je kot nek modrost, ponos, nekaj, kar izražamo čast, a po drugi strani gre v starosti padejo ven zobje, ampak zloba nikdar. Ne? Mislim, da povem v knjižnem jeziku, kar pomeni peša, ampak tista zloba, ki jo ima starostnik, ostaja. Pomembna je, in to ne samo v našem gradivu, enako smo ugotavljali v estonskem gradivu, enako je napisal kolega za afriške pregovore, da v starosti se poudarja ta nezmožnost za delo in spet v bistvu ta nekoristnost za samo gospodarstvo. In na tem nivoju se začne enačiti otroka in starostnika. Ne? Ko rečejo, da v starosti se bližamo nazaj otroškemu stanju, s otrokom je mišljena tudi neka ta gospodarska oziroma delovna nezmožnost. Zdaj, mladost sem spustila, zakaj? Večina pregovorov v slovenskem jeziku, ki je vezana na mladost, je v dialogu s starostjo. Kar narediš v mladosti, se kaže v starosti. Če si bil v mladosti priden, boš v starosti lepše živel in tako naprej. Ne? Tudi starševstvo, če si bil priden do otrok, bodo otroci prijazni, pridanja. Če si bil prijazen do otrok, bodo otroci prijazni do tebe. Ne? Več pregovorov to tematizira. Zdaj, da preživimo, če gremo naprej, seveda rabimo neko hrano in rabimo pijačo. Če povzamem, samo da vidim. Okay. Pijača je predvsem tematizirana v smislu alkoholnih pijač. Voda še za očevelj ni dobra, to veste. Ne? In kar pa je pijač, je pa to vino, žganje, alkohol v kakršnikoli obliki. Zdaj, po eni strani je to trdo delo. Vinograd terja delo. In v tem smislu so te pijače blaginja. Ampak izredno veliko je tematiziranega in to, kar sploh v splošni javnosti, ko se govori o vinu, je zamolčano, je bolj kritizirano kot hvaljeno vino. Zakaj? Zaradi alkoholizma. Govori se o tem, kako zgubijo domačijo, kako vse propade. En pregovor pravi, bolje nevesti na trnih ležati, kot pijanca poročiti in tako naprej. Ne? Po drugi strani pijača je tisto, kar druži, je družabno dejanje, je dejanje ob zaključku pogodb, je dejanje o praznovanju. Ne? In po tretji strani je lahko zdravilo, drž se pipe in ne boj se gripe, naprimer. Ne? Je eden od belokranjskih, tega sem pa celo v živo slišala v Beli krajini. Pri nas seveda je vezana ta pijača zelo veliko na vino,
na vinorodni okoliš, vinski kraji so revni kraji, je več teh variant. Medtem ko recimo estonski pregovori, ko smo delali primerjave, so vezani predvsem na žgane pijače. In razlika se kaže v tem, da slovenski pregovori tematizirajo, da za ženske in otroke je sladko vino, medtem ko estonski pregovori absolutno prepovedujejo alkohol otrokom in ženskam. Ker tam, kjer ženska pije, gre po voden čez hišo. Imamo tudi mi ta pregovor. Drugo, v kulinariki je seveda hrana, kjer imamo delo, je gorivo za to, da delamo, pač kjer je delo, tam je jelo in je vse povezano s tem. Hrana je plačilo za delo tudi, poudarjena je varčnost pri hrani, da se ne meče na tla, verjetno večina pozna, če kruhek padeti na tla, poberi in poljubi ga, kjer imamo kruh metonimijo in pogosto je metafora za hrano. To, kar sem se jaz novega naučila o hrani, je to vrednotenje hrane glede na kalorično vrednost. In če preberem, kaša do praga, močnik čez prag, polenta pa v gozd in iz gozda. Torej, glede na to, kaj je človek delal, toliko kalorično hrano je dobil in glede na to so tudi vrednotili. Še to morda povem, da vedno mislimo, da ker je kruh ta metafora in metonimija za hrano, da je to osnovna hrana. Ni res. Osnovna hrana so bili močnik, kaša za otroke in starce in pa juhe. To so bile osnovne hrane. In tudi, ko imamo repa korenje, slabo življenje, pa tudi potem to je vprašanje, je bilo iz pesmi ali je šlo v pesniško gradivo. Ampak to so v glavnem bile jedi, ki so jih zakuhavali v močnike. Revnejši kraji so imeli tako imenovan sok, kar je dejansko nek redek močnik z kuhano to gomolno zelenjavo ali pa še tone. Tako da to so bile osnovne preživetvene jedi, s katerimi so ljudje lahko preživeli. Zdaj, kako so pa delali, pa pač je drugo. Potem imamo seveda tekstil, ki zelo izraža in vrednost. Žametje, svila, to so te bogatejši materiali in potem imamo raševino, ki je material revnih, pa lan je material revnih, ki je tematiziran prav v tem kontekstu v pregovorih. Zanimivo je, da je zelo pogosto omenjanje poklicev, kot je krojač, ki naredi človeka, šivilja je tista, ki vas bo obrala za denar pri blagu. Torej, pri šivilji ni svile kupovati, tako gre. In pa recimo bodi po zimi pridna predica, dolgo bo rožljala pod palcem petica. In pa seveda tekstil je vezan tudi na doto, tisto doto, ki se hitro zmota. Zdaj pri smeteh bi mogoče omenila samo to, da dejansko gre za koncept, ko nekaj pade od nas na tla, to je smet, odpadek. In to je tisto, kar v bistvu zavržemo, česar nočemo videti. Zanimivo je gledati te smeti dol in je nižje vrednosti, ker je dol. Saj veste, kar je gor, to so te spet konceptualne metafore, kar je gor je višje vrednosti, kar je dol, pade dol. Smeti pride iz mesti, pomesti na kup in že spet je to dol. Kar je meni bilo zanimivo pri smeteh je, da recimo se veže pa na prostor. Smetišča so na robu mesta. To je pa spet druga raziskava, ki... imam še čas? Sem jo delala sicer na podlagi zagovorov, torej obrazcev za zdravljenje bolezni in izganjanje urokov. Namreč urok se izganja, imamo naš svet, imamo svet drugih, drug svet, torej mi in drugi. In ločnica je ponavadi meje vasi, če lahko poenostavim. In kam damo smeti? Na to mejo, ta liminalni svet. Ker nočemo več, da je naše, pa hkrati je naše. In je na tem nekem obmejnem območju in tudi nedavno na enem posvetu so spraševali, če bi bilo kaj bolje, če bi imeli smetišče recimo v centru Ljubljane.
In sem jim poskusila razložiti, da je to nekaj nemogočega, zaradi tega, ker konceptualno mi tega sploh ne bi mogli postaviti v središče našega sveta, če je to nekaj, kar smo zavrgli. Tako da v bistvu tudi metaforično, potem, ko imamo, da je nek človek smet, ga želimo odstraniti, ne želimo nič imeti z njim in odpade stran od nas, odpade dol, je nižje vrednosti in tako naprej. Potem, če se predstavim še na živali, imamo domače in divje živali. Zdaj, divje živali, tukaj bi jaz poudarila, da res kot neka gospodarska vrednost je medved. Ne prodajaj medvedove kože, dokler je še v brlogu. Ne? Torej, to je bilo vredno, pa danes imamo tudi klobase iz medvedov. Potem imamo pa precej nekih drugih živali, govorimo o divjih živalih, kot je ris, volk, lisica, kača, tudi žuželke, tudi ptice, čeprav ptice so lovili za hrane, pa vendar hrano, danes jih je ne več. Pri čemer je ris je bila kar pogosta žival oziroma divja mačka v slovenskem prostoru, ampak v paremiološkem gradivu ga ni. Zakaj? Zato, ker človek ni imel prav dosti stika z risom, si pa lahko jezen kot ris, pihaš kot ris. To imamo, drugega ni. Medtem ko recimo na medveda in volka je prilepljenih bistveno več pomenov in tukaj botruje tudi dejstvo, da gre tukaj za recimo temu mitološki živali. Zelo pogosto sta povezani z mitologijo, sploh volk in volčji pastir in varovanje drobnice, o čemer je pisala Mira Mence, prav veliko, pa mogoče tudi ne bi. Toliko, kača pa se veste, biblijsko, ne? Kača je izdajalka v splošnem. Pri lisici so seveda izpostavljene dvoličnost in neka premetenost, jaz sem napisala sicer inteligenca, ampak recimo temu premetenost. Pri ptici pa že spet gremo na deloma mitološko žival, ker je povezana tudi z onostranstvom, je pa hitra in je svobodna. S pticami je izrazito povezana svoboda, biti svoboden kot ptica, leteti na krilih znanja recimo. Zanimivo je, da tudi v bistvu s ptico bi rekla, nisem šla pa preverjati, je največkrat povezan del telesa, kot so krila, kot je kljun, kot je perje, kititi se s tujim ali pa hvaliti se s tujim perjem in tako naprej. Ne vem, če je toliko šap in gobcev v frazeologiji, ampak mislim, da to frazeologijo me boste popravila, če je temu tako, mislim, da ptice so najbolj produktivne. Seveda potem so pa še domače živali, kjer pa imamo na prašiča, ki sta ga v tem projektu največ delala Rok Mrvič in Saša Poljak-Istenič. In sicer mislim, da prav krško-poljskega prašiča sta si vzela za fokus. Prašič je nekako dvojno, je hkrati umazan, tisto, kar rije pa smrdi, in hkrati je blaginja, to je hrana, to je bogastvo. Bolje, da ne vem, imamo 5 umazanih prašičev, kot pa da smo lačni. Tako da in tudi neko napredek, prosperiteto označuje prašič, srečo v povezavi s tem in tudi, kot sami veste, se prašičke daje za novo leto, recimo za srečo, kar pogosto. Potem imamo vola, ki je delovna žival. Zdaj v samih nekih takih, kako bi rekla, zmerljivkah, označbah je volk človek, ki je plečat, v vzdevkih recimo, plečat, močen, ampak hkrati označuje neumnost. Krava je bila tako rekoč družinski član, pa hkrati, če rečemo ženski, da je krava, ali pa če slišimo, je neumna. Osel je neumen, kozel je neumen, koza je neumna, kokoš je neumna, petelin je bahal, ampak tako prazno bahal. In tukaj sem se jaz spraševala, zakaj. To so živali, ki so omogočale preživetje družini. V čem je stvar? Stvar je v tem, da gre za živali, ki so tako v bistvu na neki ravni, pa tukaj zelo metaforično, del našega sveta, ampak niso civilizirane, niso mi. Hkrati pa niso divje, niso svobodne. Torej so nek liminalni spekter, vmesni spekter, in ker so podrejene nam, gospodarju predvsem, so nižje vrednosti.
Za psa se je izkazalo očitno, da pes včasih ni bil toliko vreden kot danes je najboljši prijatelj, kar dejansko izhaja, je citat iz pesmi enega, pa zdaj se ne bom spomnila, ameriškega pesnika, da je pes najboljši prijatelj, to je iz 20. stoletja povojno obdobje. Včasih je bil, vse veste, nekdo je polit kot cucek, pretepen kot cucek, bolje psa brcniti, kot ga spustiti k sebi. Hkrati je pomenil neko varnost, recimo živine, ampak tudi konec koncev osli, te večji istrski osli so drobnico varovali, pa so še vedno neumni. Ne? Tako da tukaj nista zapisana čas in prostor, če mogoče zelo na hitro povem, zdaj čas se tudi v pregovorih deli na tisti, ki je linearni in tisti, ki je ciklični. Ciklični imamo čez 7 let vse prav pride in imamo to sedmico, ki recimo je en od primerov. Zdaj, linearni je pa izrazito vezan na, hvala Daša, je pa izrazito vezan na storilnost, kar lahko storiš danes, ne odlašaj na jutri. Ne? In je točka A do B. Pri prostorih imamo te delitve, seveda naš prostor, drug prostor, tuj prostor, odkudar izhajajo tudi uroki, recimo, ne, visoke gore, globoka morja, globoki gozdovi. Po drugi strani pa imamo v našem prostoru tudi posamezne točke, ki nosijo različne konotacije. Gostilna pomeni propad, pijanstvo, dom pomeni varnost, toplino, tisto, kjer pač so naši ljudje. Potem imamo vrt in vinograd, pomenita delo, tudi njiva. Pregovor je vinograd, noče molitve, hoče motike. Ne, naprimer. In se to tako nekako zelo prepleta. In ko smo gledali gradivo, je marsikateri pregovor, to si lahko mislite, bi lahko šel v več kategorij. In je zelo težko ločiti in hkrati v bistvu pomaga na nek način, da si rišemo take miselne vzorce, takole, ker se pokažejo neke konceptualne podlage in povezave med njimi. To je delo v procesu, to je delo, ki se ne bo končalo s tem projektom, ker se ne more. Mislim, da ga bomo nadaljevali, najti moramo samo še malo bolj sofisticiran način prikaza. Ampak jaz se še nisem s tem ukvarjala, sem pa tudi zelo analogen človek, tako da zelo rada na roke naredim in potem vsaj v svojem konceptualnem svetu vzpostavim povezave. Toliko od mene, hvala lepa. Zdaj sem pa nared za vaše komentarje in vprašanja.